2 jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice. Dame in gospodje, Toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Zdaj dopusti so pred vrati in pametno je pred odhodom na kako daljše potovanje z avtomobilom preveriti, kako je tehnično to vozilo tudi spravno in pametni to naredijo. Jaz sem ta trenutek v eni od najpopularnejših avtomehaničnih delavnic tukaj v Limbušu in sicer v podjetju Car pri gospodu Piglerju. Dober dan. Mi imena govori, pol pa bo faktura zdaj prišla. Ne rabi, imamo dovolj veliko kaj uslugo. Pol pa menjaj mi gume, ne? Pa se lahko slikam tu z ljudmi, fakture pa ni. Vem, kako to gre, nič ne omenjaj. No dobro, skratka, z nami je lastnik, gospod Andrej. Ja, prepozno hodijo. To pridejo zdaj, pa grejo zdaj že na dopust. Vse tako to ne gre. To se mora prej pregledati, to mora neka odgovornost biti. Veš, kako te tam zrapnejo? Glej, ker kak ni vlečna služba, ampak vučna je že dupla cena. Ker te vuče, ne vleče, ne? In pol te navleče tu tam. Tam so mehaniki v bankih. To je dosti dražje, pa tudi vročine. Samo malo. Halo! Kaj, šef? Kaj, malca, ali kaj? Ja, ni še. Kaj pa te imate delavski svet? Gremo delat, no, gremo dalje. Čakaj malo. Ja, vidim, da je stranka, ne, kar dajte. Dobar dan, gospod Andrej. Ja, kaj je? Na servis, prišel, mislim, pregled. Na kaj zdaj, na servis ali pregled? Ja, no, pregled, ja, na dopust grem, te pa, če malo... Kdaj grede na dopust? Soboto. To soboto? Ja, zdaj v soboto. Kaj ti jim nimaš interneta doma? Pa veš, kaj je gužve, bojo, pa kam rineš soboto? Da ti bo zakuhalo že vse tu pri Krapini. Je 3 leta, imam star avto. Ja, dobro, in kaj zdaj? Ja, naročen sem. Na kaj? Na pregled. Vse tu na krvi jemljemo, pa vagamo ljudi. Tu je servis ali pa nič, je kaj narobe z avtom? Ja, upam, da ne, to boste vi povedali, ne? Sicer zdaj toliko imam pojma, ne, da vem, da je vse okej, samo vse... Me zdaj prišel trkat sem. Ti veš, da vse okej, pa da še jaz rečem, da je okej, te vredi, če si sam. Kaj si v poklicu? Računalničar. A, ti se gor preklopiš, pa ti avto reče, vse vredi, okej? Kam mi ti šiš not v lape? Ja, pardon. Aha, zdaj smo pri avtomobilu od gospoda, hauba je odprta in Andrej strokovno ocenjuje situacijo. Kaj to je kabel tu? Za kune. Proti kunam, verjetno. Mislim, proti kunam, ja. Želiš, da imaš kune v haubi, ali? No, proti kunam, ja. Kdo ti to gor dela? Ja, sam sem si, vse so bila navodila. Ker od plusa, vse ono, vama to. Imaš gasilni aparat v avto ti? Ja, nijam, ne. Gasilci naj za tabo vozijo. Gasilci, pa kakaj Krapina. Pa ti neš, pa kakaj Krapina. Do meje neš prišel. Kaj imaš familijo? Žena, 2 otroka, ja. Sam idi. Nikdaj neki prevoz, ker nika, pa kam greš? Makarska. Pa kam Makarsko s totim avtom, pa kaj si zmeščan, ali kaj si tu Karlovac, Plitvice, se skopajte na nekem slapu, pusti avto laufat, pa idite domov. Če pa 3 leta star... Pa vse eno, pa je vred avto? Ja, koliko vem, ja. Hvala lepa na svidenje, to brezplačno, ker smo dobre duše. Če praviš, da je vrejo, tako imamo gužvo. In tako je to. In on gre v soboto v tudi guži, pa koga so kaj dan sreda, četrtek, da nekaj hin. Končnik, recimo, pa nekaj, kar je pomembno, da jih kamen da naredim. Prvi material naročim, predno ono, sem pa tja. Samo, kaj končnik je hin? Več in taki nam programirajo, ne? Dobro, hvala lepa, gospod Pigler, torej preverite tudi sami, da se izognete nekakim neljubim situacijam na cesti, v vsakem primeru pa to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.